jutranjem panelu, zgodnjem panelu, kot ugotavljamo, vsi sploh v včerajšnjem precej intenzivnem dnevu, ko smo z zadnjim panelom film in zgodovina končali ob 8, sicer vsi zadovoljni in danes v tem dnevu tudi nadaljujemo. Torej, lepo pozdravljam tukaj vse zbrane poslušalce, predvsem pa pozdravljam seveda zbrane paneliste, referente na panelu, ki se imenuje Namišljene in resnične meje. Z nami bodo danes tukaj na moji levi prvi profesor dr. Mitja Ferenc, profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, slovenski zgodovinar, strokovnjak za zgodovino jugovzhodne Evrope, ki bo danes nam v tej naši temi govoril ravno o bistvu spremembah meja v 30 letih, konec 30 let 20. stoletja. Potem imamo Blaža Burnika, prav tako dr. Blaža Burnika, slovenskega zgodovinarja, kustosa, muzejskega svetnika v muzeju mesta in galerije Ljubljana, v mestnem muzeju Ljubljanske, ki je zelo znan, vsaj med nami, popularizator zgodovine, ne samo muzejske, ampak tudi v bistvu na nek način stripovske zgodovine, poznamo ga kot avtorja zelo zanimivih stripov iz slovenske zgodovine, skupaj največkrat z Zoranom Smiljaničem, očetov Ivana, ki smo ga včeraj imeli tukaj z nami, tudi našega zgodovinarja, in tudi Blaž nam bo pripovedoval določene teme, na katere se zelo dobro spozna v kontekstu slovenske in jugoslovanske zgodovine. Potem imamo profesorja Kusnjo Kamberoviča iz Filozofske fakultete Univerze v Sarajevu, iz Bosne in Hercegovine. Lepo pozdravljam, da prvič se tukaj na našem Retrofest panelu, seveda ne o čem drugem kot strokovnjak o mejah za svojo bivšo našo republiko Jugoslovansko, danes seveda državo, bo nam dr. Kusnja Kamberovič povedal nekaj več o tem. Potem imamo tukaj našo damo, dr. Ireno Stefosko. Že včeraj sem vam lepo predstavil in povedal njeno vlogo, spozna se tako na različne zadeve, bila je nekdanja tudi ministrica v vladi makedonski, torej prihaja iz današnje Severne Makedonije, iz Skopja, in nam bo pripovedovala o situaciji, o mejah, torej že mi jo poznamo našo nekdanjo republiko kot Makedonijo, danes vemo, da je to Severna Makedonija in še to nakazuje neke verjetno težave mejne z katerim od sosedov, več o tem v njenem referatu. Potem imamo profesorja, izkušnega profesorja Dušana Nečaka, nekdanjega profesorja prav tako na naši Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, znani slovenski zgodovinar, specialist za jugoslovansko-nemške odnose, in to bo tema, kateri bo danes profesor Nečak nam pripovedoval. In zadnji pravočasni panelist iz roba, lepo je povedal, iz roba slovenske države, današnje zahodnega roba, torej v jutranji konici 3 ure za dobrih 100 km, dr. Marko Klabora, velik specialist za vprašanje meje, saj živi na robu in je kot tak so udeležen v muzeju v Gorici, kjer se ukvarja z zelo za nas zanimivim vprašanjem meje Italija, Jugoslavija oziroma Slovenije. Torej, to so današnji naši panelisti. Govorili bomo, kot je že rečeno, naslovo Namišljene in resnične meje, ki so zelo fluidne, ki so zelo z različnih aspektov gledane, namišljene, takšne in drugačne, tudi fizične in podobno. Zanimivo je, da na nek način z prvega pogleda imamo mejo, danes smo pač v novi državi, imamo že 30 let mejo, ki ni fiksna, čeprav imamo občutek, da je, torej
večna na nek način meja, če pogledamo samo 100 let nazaj, samo na področje Slovenije, lahko vidimo, da se meja zelo velikokrat v tem času menjala. Meje so različne, če govorimo o nekih nacionalnih, torej v primeru državnih, lahko vidimo, da se na področju današnje Slovenije meje zamenjala leta 18, pa leta 41, pa leta 45, pa 91, konec koncev še danes čakamo na točno določeno mejo, če smo pozorni in bi hodili po robu, obhodili našo mejo, bi ugotovili, da imamo na zahodnem robu mejne kamne, pa na severu, pa na vzhodu, kjer pač lepo piše na eni strani ali Italija, ali Avstrija, ali Madžarska, na drugi strani Republika Slovenija. Če bi šli na našo južno mejo, mejnih kamnov Slovenija, Hrvaška ne najdemo. Najdemo mejne kamne, ki označujejo mejo med avstrijskim in ogrskim delom Habsburške monarhije. Najdemo mejne kamne, ki na eni strani označujejo črko D, Deutschland, in na drugi strani NDH, torej najdemo stare okupacijske mejne kamne, seveda mejnih kamnov Slovenija, Hrvaška ni, ker še seveda meja ni določena, torej nimamo meje marsikdaj visijo tudi v nekih v zraku in še kje. In danes bomo o mejah, predvsem v 20. stoletju, v Evropi, pa potem preko Evrope prišli na naš nekdanji region, torej na nekdanji Jugoslaviji in seveda končali v Sloveniji z našimi panelisti, ki nam bojo povedali dosti več o mejah. Pričenjamo z pogovorom. Prvi je na vrsti profesor dr. Mitja Ferenc, in sicer o spremembah državnih meja tik pred oziroma že v prvih stoletjih druge svetovne vojne. Predajmo si. Hvala lepa za uvod. Lep pozdrav. Torej, v teh 8 minutah bom poskušal samo na kratko začrtati vse spremembe, ki so se zgodile v kratkih 2 letih, leto 38 pa tam do konca leta 40. Še pred izbruhom druge svetovne vojne v Evropi je prišlo seveda precejšnjih političnih zemeljskih sprememb, zato se bom osredotočil samo na osrednjo in pa jugovzhodno Evropo. Najprej se je zgodilo, da je nemška vojska 7. marca 38. leta zasedla Avstrijo, ki si jo potem nacistična Nemčija po plebiscitu naslednji mesec tudi priključila, s čimer je seveda tudi več 10-milijonski nemški rajh prišel do meje jugoslovanske države. V delu Čehoslovaške republike imenovane Sudeti, vemo, da je prekinila močna nemška manjšina, ki je želela postati, tako kot tudi nemški funkcionarji, ki so to želeli, postati del nemškega rajha. Po sporazumu, ki so ga konec septembra 38. leta v Münchnu podpisali predstavniki Nemčije, Italije, Velike Britanije in Francije, slednji seveda misleč, da bodo s tem rešili svetovni mir, je nemška vojska zasedla severozahodni del Čehoslovaške Sudete in to tudi priključila k nemškemu rajhu. Že čez nekaj mesecev, sredi marca 39. leta, je potem Nemčija izkoristila tudi težnje slovaških in pa ukrajinskih nacionalistov po osamosvojitvi Slovaške in pa podkarpatske Rutenje, oziroma podkarpatske Rusije, in zasedla češki in moravški del Čehoslovaške in da se tudi podredila pod češko-moravski protektorat. Ko že omenjamo Čehoslovaško, ki je najbolj pravzaprav izginila se političnega zemljevida v nekaj mesecih, je treba omeniti tudi Slovaško, ki je oktobra 38. leta v okrnjeni Čehoslovaški dobila avtonomijo in se potem čez nekaj mesecev sredi marca 39. leta tudi razglasila za samostojno državo. Enako so v tistem času, v tistih pomladanskih mesecih 39. leta storili tudi Ukrajinci v podkarpatski Rusiji oziroma Ruteniji, ampak komaj razglašeno republiko je takoj zasedla madžarska vojska in deželo tudi priključila. Nemško prisvajanje ozemelj v srednji Evropi in pa osamosvojitev Slovaške je seveda spodbudilo tudi druge države k enaki politiki spreminjanja dotedanjih državnih meja, ki so bile določene v
po prvi svetovni vojni. Pri tem je največ uspeha imela Madžarska, da bi jo odvračali od zahtev proti Avstrije in Romunije, ki je imela seveda svojo manjšino, je Nemčija popuščala pri prisvajanju delov Čehoslovaškega ozemlja in prva dunajska arbitraža, ki so jo sestavljala nemški in pa italijanski zunanji minister, je 2. novembra 1938 leta sklenila, da Madžarska dobi od Čehoslovaške dele Slovaške za madžarsko manjšino. To je šlo za okoli približno 1.100.000 prebivalcev, od katerega je bilo približno 54% Madžarov. V enakem času, jeseni 38. leta, si je Poljska, ki je čez nekaj mesecev pravzaprav sama postala tudi žrtev nemške agresije, po ultimatu od Čehoslovaške je tudi ona vzela eno območje, in sicer območje okrog Tješina, okrog 228.000 prebivalcev, od katerih je bilo celo manj kot polovica Poljakov. In če seveda pogledamo samo zemljevid Čehoslovaške v letih 38 in 39, vidimo, kako je razpadla ta država, kaj je seveda vplivalo tudi na jugoslovanske razmere in da sporazum Cvetković-Maček, da se kaj takega ne bi zgodilo tudi v Jugoslaviji. Torej, Čehoslovaška najprej padejo Sudeti, potem ustanovitev Čehoslovaškega protektorata, priključitev k nemškemu rajhu, ti območje Tješina so vzame Poljska, podkarpatska Rusija, samostojna, potem jo dobi, oziroma za zadnji Madžarska, Slovaška postala najprej avtonomija, potem pa samostojna republika in južni deli Slovaške so prišli k Madžarski. Po nemškem in slovaškem razbitju Čehoslovaške marca 1939 leta je še pred izbruhom druge svetovne vojne prišlo do novih ozemeljskih sprememb v Evropi. V drugi polovici marca 1939 si je Nemčija po pogodbi z Litvo priključila območje okrog Klajpede, Nemeland, ki je bilo po prvi svetovni vojni pod Društvom narodom in po letu 1924 v Litvi. In če pogledamo zemljevid, seveda Nemčije pred drugo svetovno vojno in potem v naslednjih mesecih, kako se je nemški rajh ogromno razširil. Gremo najprej kronološko še na našo južno mejo. Italijanska vojska je po 7. aprilu 1939 leta zasedla Albanijo in si jo tudi priključila in italijanski kralj Viktor Emanuel III je sprejel tudi naslov albanskega kralja. Dogodki v Evropi so se v tistem času spreminjali za veliko hitrost. V Moskvi je bil 23. augusta podpisan oziroma bil sklenjen sporazum o prijateljstvu med nemškim rajhom in pa Sovjetsko zvezo, Ribbentrop-Molotov, Stalin, Hitler. Državi sta si v tajnih aktih tudi razdelili interesne sfere. Zato je septembra 1939 leta nemška vojska, ko je premagala in zavzela del Poljske, s čimer se je za vojno napovedjo Velike Britanije in Francije pravzaprav začela tudi druga svetovna vojna v Evropi. In v naslednjih mesecih se je potem, če pogledamo zemljevid, Nemčija usmerila v severno Evropo, aprila 1940 je zasedla Dansko in Norveško, maja in junija zmagovala v zahodni Evropi za zasedbo Nizozemske, Belgije in pa Francije in politične spremembe v Evropi torej so bile drastične, hitre in skoraj da danes nerazumljive. No, v vojnih razmerah je Sovjetska zveza na podlagi sporazuma s pogodbo za Nemčijo, ki jo imela za svojo rdečo armado, septembra 1939 leta že zasedla vzhodni del Poljske, do reke Bug, območje Poljske za približno okrog 12 milijonov prebivalcev. In tudi Sovjetska zveza se je potem spomladi 1940 odločila za aktivnejšo politiko in za priključitev ozemelj, ki so nekoč že bila v Rusiji, ali pa kot so se izražali sovjetski politiki še po vojni, da so prenašali svoje strateške meje čim bolj proti zahodu in pa jugozahodu. In izkoriščajoče pridobljene pozicije, ki jih je Sovjetska zveza imela v baltičnih državah, je Sovjetska zveza za svojo rdečo armado junija 1940 leta zasedla Estonijo, Litvo in Latvijo in si jih priključila, priznavajočim sicer položaj zveznih republik. No, po uničenju Poljske države se je potem
Romunija znašla v najbolj neugodnem položaju med državami jugovzhodne Evrope. Zaradi novic o preganjanju madžarske manjšine v Transilvaniji je grozila vojna na pamet med obima državami, med Madžarsko in pa Romunijo, in ozemeljske zahteve sta si napovedovali do Romunije tudi že Sovjetska zveza in pa Bolgarija. In ker je Sovjetska zveza 26. junija 1940 zahtevala od Romunije Besarabijo in pa Severno Bukovino in Nemčija, čeprav se je Karol I obrnil na Nemčijo, seveda ni mogla obljubiti nič drugega, kajti v tajnih aktih je bilo Besarabija in pa Severna Bukovina interesno dogovorjeno interesno področje Sovjetske zveze. In ni mogla Romuniji svetovati nič drugega, kot da ugodi sovjetskim zahtevam in da se na vsak način s tem izogne spopadu za Sovjetsko zvezo. Tako je Rdeča armada 28. junija 1940 zasedla Besarabijo in Severno Bukovino, približno območje za 3.750.000 prebivalcev. Vendar nevarnost je Romuniji pretila tudi iz zahoda, torej od Madžarske, namreč Madžarska je vztrajala pri zahtevi, da se ji vrne Sedmograška oziroma Transilvanija, to je takrat približno živelo na tem območju 5,5 milijona narodnostno zelo mešanih prebivalcev. In obe državi sta od meji izbirali ogromno vojsko in v zelo zaostrenih političnih in vojaških razmerah se je vsaka od prizadetih držav hitela nuditi veliki Nemčiji svoje usluge, darnost, prevoz nemške vojske čez svoje ozemlje, sodelovanje z nemško vojsko, gospodarske koristi in tako podobno. Vendar Mussolini in Hitler sta Romuniji dala vedeti, da bo mogla zelo popustiti Madžarski in Bolgariji v njunih spremembah po spremembi državnih meja, češ, da bo to koristilo tudi sami Romuniji, ki da bo osvobojena bremena tujih narodnosti in pa seveda mnogih problemov z njimi. In ker se je Romunija bala, da bi udor madžarske vojske v Transilvanijo bilo večja nevarnost in večja težava, večje zlo, je prosila Nemčijo in Italijo za arbitražo. In tako je tako imenovana druga Dunajska arbitraža 30. augusta 40. leta določila, da mora Romunija odstopiti Madžarski v Transilvaniji območje z okoli 2.600.000 prebivalci. No in po izbruhu druge svetovne vojne je Bolgarija tudi zahtevala od Romunije priključitev južne Dobruđe, območje, ki jo je Romunija dobila po drugi balkanski vojni, in bolgarske zahteve je ob tem podpirala tudi Sovjetska zveza in pa Velika Britanija. In julija 1940. leta je Berlin pozval Romunijo k pogajanjem za Bolgarijo in izročitvi južne Dobruđe. In tako je se po nekaj mesečnih pogajanjih 7. septembra Romunija morala 7. septembra 1940 za pogodbo izročiti južno Dobruđo v tistih mejah iz leta 1913 in ob tem je bil dogovor, da se izmenja celotno prebivalstvo z okoli 110.000 Romunov in okoli 65.000 Bolgarov, torej severne in pa južne Dobruđe. Pripojitev južne Dobruđe je v Bolgariji seveda izvala opredeljene zahteve po pripojitvi tudi drugih ozemelj, drugih sosednjih držav, seveda tukaj mišljeno na Jugoslavijo in v Grčijo, kar se je potem udejanjilo tudi v aprilski vojni v Jugoslaviji, kar pa je potem že neko drugo obdobje in druga tema. Toliko za uvod. Hvala lepa. Hvala lepa, profesor Ferenc, za to zelo intenziven prikaz zelo bujnega dogajanja pred vojno in ne, tako vidimo meje, pogosto prinašajo tudi vojne oziroma so razlog za vojne. Zdaj se premikamo na bistvo obdobje že po drugi svetovni vojni, kjer nam bo profesor Mnešček povedal malo več o tem, kaj to je Hallsteinova doktrina in bistvo, zakaj je to lahko sredstvo diplomatsko-političnega pritiska. Hvala lepa, lep pozdrav. No, naj začnem z podmenom, ki je dal za iztočnico kolega Mikša. Meje in pa nerečena ali slaborečena narodna vprašanja so v sodobni zgodovini največkrat pripeljala do oboroženih
Če se to ne reši, potem je posledica lahko katastrofalna. To vidimo od Ukrajine sedaj pa do Bližnjega vzhoda. To je vprašanje, ki je stalno prisotno, čeprav so mnogi, ali vsaj nekateri, tudi zgodovinarji, trdili, da s tem, ko bomo vsi v demokraciji, ko bomo vsi v Evropski uniji, bodo ta vprašanja, narodnostna vprašanja, enostavno izginila in jih ne bo več treba reševati. To se je pokazalo kot velika napaka oziroma nekaj, kar je nerazličljivo. No, ampak danes, za to priložnost sem pripravil en pogled na čas, v katerega je bila vpletena Jugoslavija vsaj na 3 področjih. Na 2 direktno, na enem indirektno. In o tem indirektnem bo danes tekla beseda. Direktno je bila vpletena v mejno vprašanje v tako imenovanem tržaškem vprašanju, direktno je bila vpletena v reševanje tako imenovanega avstrijskega vprašanja po drugi svetovni vojni in direktno pa vprašanje nemške razmejitve. Mi dobro vemo, da je bila Nemčija po drugi svetovni vojni razdeljena v 2 dela, 3 zahodne okupacijske cone so se združile v zahodno Nemčijo 47 leta, medtem ko je sovjetska okupacijska cona ostala posebej. Meja med obema deloma Nemčije je potekala po 2 rekah, Odri in Visi, in to je tista meja, ki je pripeljala do hude spornosti, ne samo v okviru Nemčije, ampak tudi v okviru mednarodnih odnosov. Zahodna Nemčija pod vodstvom legendarnega zveznega kanclerja Konrada Adenauerja je trdno stala na pozicijah, da ima nemški narod pravico do ponovnega združitve. Kar v principu ni nič narobe. Vsak narod ima to pravico, da živi skupaj, še posebej, če je do pred kratkim živel v eni državi. Ustanovili so celo neke vrste ministrstvo, čeprav se to ni tako imenovano Deutsche Frage za nemško vprašanje, ki je imelo pred seboj združitev težnjo k združitvi obeh delov Nemčije. Tudi na drugi strani, na sovjetski okupacijski coni, je bila težnja potem, da bi se združili, zahteve tudi Sovjetske zveze so bile, da je treba združiti oba dela. Vendar oba dela, politiki obeh delov, so imeli seveda različne poglede, kako naj se združi. Približno to kot Severna pa Južna Koreja. Zahodni so želeli združitev na način zahodne demokracije, vzhodni so želeli združitev na ljudski demokraciji. Seveda, oboji, to upam trditi, glede na moja dolgoletna raziskovanja, pa so vse te zahteve po združitvi naroda govorili in držali figo v žepu, ker nihče ni naredil nič konkretnega, da bi se obe državi oziroma oba dela združili. Nasprotno, Zahodna Nemčija, zlasti Konrad Adenauer, je v svojih govorih, bodisi ali političnih zapisih, vedno imenoval vzhodni del Nemčije, sovjetiške okupacionscone ali pa celo samo Kanton, torej poimenovanje po delu Berlinu, v katerem so bile stavbe oziroma centrale vlade in partije vzhodne Nemčije. Skratka, zgledalo je, kot da ne bo na noben način moglo priti do sporazuma, še posebej, ko je leta 1955 prišlo do tako imenovane Hallsteinove doktrine. Naj že tako na začetku povem, Hallsteinova doktrina se po kirilici imenuje Hallsteinova doktrina in to sploh ni Hallsteinova doktrina.
Hallstein, ki je bil državni sekretar v zunanjem ministrstvu Zvezne republike Nemčije in je samo predstavil to doktrino v parlamentu v Bundestagu. Ta doktrina bi se morala imenovati, to seveda, da je to ustaljen termin, do tega ni prišlo, Adenauer, Brentano, Greve, Hallsteinova doktrina. Adenauer je Adenauer, von Brentano je bil zunanji minister, Greve je bil drugi, državni sekretar v zunanjem ministrstvu, ki je bil zelo pravi, oče Hallsteinove doktrine in Hallstein se je kot tisti, ki je distribuiral, če tako rečem, Hallsteinova doktrina. In kaj je to Hallsteinova doktrina? Hallsteinova doktrina je nekaj vrste trditev, zapis, po kateri Zahodna Nemčija pravi, da bo imela vsako državo, ki bo priznala Nemško demokratično republiko oziroma sovjetsko okupacijsko cono, kot enakopravno državo in na ta način vključijo mednarodne tokove za sovražni akt. In z vsako tako državo bo tudi prekinila diplomatske odnose. V diplomatskih govorici pa dobro vemo, da prekinitev diplomatskih odnosov je pravzaprav zadnja stopnja pri spornosti med dvema državama. Naslednja stopnja je oborožen spopad. Seveda tega ni bilo pričakovati v primeru Nemčije, ampak vendar kaže, kako resno, kako ostro so zahodni Nemci stvari postavili. Konrad Adenauer si je to zamislil, oziroma prišel na to idejo, če nekoliko pokošno, bizarno, na avionu na poti iz Moskve v Berlin 55. leta. Takrat je namreč šel Adenauer v Moskvo, da bi se dogovoril za izpustitev še zadnjih vojnih ujetnikov nemških, ki so bili še vedno v ujetništvu in to je dosegel, ampak seveda v Moskvi sta sedela dva veleposlanika, vzhodno-nemški in zahodno-nemški. In da bi preprečil, da bi drugod prišli do tega, je poklical Greve, naredite mi eno tako doktrino, po kateri bomo lahko to preprečevali. In tako se je to potem tudi zgodilo. In kaj ima to Jugoslavija? 55. leto je za nas, slovenske, pa bomo rekel jugoslovanske zgodovinarje, karakteristično leto. To je leto, ko se začenja približevanje med Sovjetsko zvezo in med Jugoslavijo, leto obiska Hruščova v Beogradu, Tita v Moskvi. In seveda, Sovjeti so bili v tistem času, niso čisto verjeli Jugoslavije, pa zlasti ne Titu, da bo to res tako prišlo do približevanja. In Tito se je tega, njegova oblast se je tega zelo dobro zavedala. In so razmišljali, kaj bi bilo tisto, kar bi dalo verodostojnost pri tem približevanju med obema državama. Dve stvari, na hitrico, bom rekel, sta v temeljih razlikovali sovjetski režim od jugoslovanskega. Prvo je bilo samoupravljanje in drugo je bilo neobveščenost. Nobena od teh dveh temeljnih postav ni so hoteli jugoslovanski oblastniki, takrat se odreči. Nobena. No, potem se misli, kaj pa, če mi priznamo Nemško demokratično republiko, ki je itak realnost, politična realnost, s tem nikogar ne škodujemo, mislimo pa, da je to realna, tako imenovana realna politika. Kdaj se je to zgodilo? Oktobra
Oktobra 1957 prišel na obisk v Beograd poljski partijski državni šef Gomulka. Pa to ni tisti, to niso tisti vlaki, ki smo rekli. To je ta prav Gomulka. No, Gomulka pride na obisk in na večerji, ki je prijedel Tito v čas Gomulki, je Tito imel govor. In v tem govoru je napovedal, mi imamo priznanje Nemško demokratično republiko, saj je to realna država, kot sem rekel, to je realna politika, to je pragmatizem. Na tej včerji je bil seveda tudi zahodno-nemški veleposlanik Karl Georg Fleiterer, odličen poznavalec jugoslovanskih razmer, to je že treba reči, odličen poznavalec, in je seveda takoj sporočil v Bonn, kaj se je zgodilo. Rezultat tega, ker nimam časa, da bi to razvil do konca, je bil, da je bil 17. oktobra poklican veleposlanik, jugoslovanski veleposlanik von Mettan je rekel, naši diplomatski odnosi so prekinjeni. Jugoslovanske interese v Bonnu bo zastopala Švedska, medtem ko nemške interese zastopala Francija. 10 let je trajalo ta prekinitev diplomatskih odnosov, pri čemer pa je treba posebej podati. Pri čemer se pa ni možno kaj četi. Gospodarstvo je teklo naprej, turizem je teklo naprej, sodelovanje je teklo na kulturi, na športu je teklo naprej. Skratka, to je bila namina oblika uporabe kakšne doktrine. Ta je pa prva in edina uporaba kakšne doktrine. Hvala lepa, profesor Mečak. Tako zdaj smo šli nekako iz evropsko-občega pregleda, ki je bila večkrat omenjena tudi že Jugoslavija, torej prehajamo v prostor nekdanjega jugoslovanskega in seveda z njim slovenskega prostora. In dr. Blaž Burnik bo govoril v naslednjem referatu o vidnih in nevidnih mejah jugoslovanskega sveta. Večkrat govorimo ta nevidne meje, predajam besedo. Hvala lepa, dober dan. Jaz sem pripravil za teh 8 minut v bistvu nekaj istočnic, po katerih bi se morda potem razvil pogovor, in sicer v dveh relativno ločenih, pa vendar tudi povezanih segmentih, vidnih in nevidnih mej, ne seveda v oklepaju, ker so te meje tudi lahko zelo vidne, ampak ne v fizičnem smislu. Zdaj, v prvem sklopu seveda govorimo o pravici do samoodločbe. Ta pravica, ki je bila zapisana v prvi jugoslovanski ustavi, sprejeti 31. januarja leta 1946, sprva ni bila v osnutku te ustave. Spomniti velja, da je zahteval ali predlagal vnos te pravice v ustavo Edvard Hocbek, ki se je skliceval na v bistvu promocijo narodno-osvobodilnega boja, če tako rečem, med prebivalstvom prav s to pravico. In kot je sam povedal, bi bilo zdaj nepošteno do ljudi, da tega ne bi vključili v ustavo. Kakorkoli, ta pravica je prišla v ustavo, veliko debate o njej potem ni bilo. Prvi člen te ustave je govoril o tem, da se združujejo narodi in narodnosti Jugoslavije v državo. No, dolga leta ta pravica tudi ni zbujala kakšne posebne pozornosti, vsekakor ne do trenutka, ko so nasprotja v federaciji postala vse manj obvladljiva. To je običajno, tako kot v kakšnem zakonu, kjer je
vseeno, čigav je porcelan do trenutka, ko nasprotja postanejo neobvladljivi. Skratka, nastala sta nekako dva bregova, ki sta pri mnogih drugih, tole malo ne dela, ne? Kakorkoli, držim, no, kakorkoli. Dva bregova, ki sta zaznamovala ni določena, kako se seveda sprovede v primeru želje po konzumaciji, recimo, te pravice. Tako da je to ena taka točka v, recimo, tudi pravni zgodovini, kjer se večkrat potem ostajajo stvari odprte, kakorkoli. Zdaj, primer tega spreminjanja meja narodnostnih, seveda, je bil najbolj v času Jugoslavije izpostavljen na Kosovom. Jaz sem izbral v bistvu zdaj za malo povzamem en dokument iz leta 87, ki je dostopen v arhivu Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. In sicer dokument delovne skupine skupščine SFRJ, ki je julija leta 87 pripravila program ukrepov za zaustavitev izseljevanja Srbov in Črnogorcev z Kosova, za hitrejšo vrnitev tistih, ki so ga zapustili, in prihod tistih, ki si želijo delati in živeti na Kosovu. Že naslov tega dokumenta govori o v bistvu relativno paničnem stanju srbske politike, o tem, kar se dogaja na Kosovu in o želji, da se ta tendenca oziroma ta proces zaustavlja. Ta predlog je vseboval 89 različnih predlogov z področja politike, šolstva, kulture, zdravstva, higiene in mnogih drugih področij in samo nekaj recimo navedem takih najbolj nenavadnih, s katerimi je srbska politika skupaj z seveda zvezno poskušala ustaviti proces, kot so rekli, organizacije Kosova. Recimo en tak ukrep predlagan je bil zaposlovanje Albancev po drugih republikah,
da bi srbske nepremičnine na Kosovem tistih, ki se izselijo, odkupile družbeno-politične skupnosti, da jih ne bi odkupovali Albanci, da bi se izvajale olajšave in ugodnosti za življenje Srbov in Črnogorcev na Kosovem in tudi recimo predlogi, kakršen je brutalje, torej demografski ukrepi v želji, citiram, bolj uravnoteženega naravnega prirastka v pokrajini. Konec citata. Poleg teh pa potem seveda še množica relativno nerealnih oziroma nerealnih ukrepov z področja gospodarstva, ki naj bi ustvarilo 50.000 novih delovnih mest na Kosovu in podobno. Skratka, zdaj, ker ni časa, bom zaključil s tem prvim delom. V drugem delu pa bi rad samo spodbudil morda razpravo o nevidnih mejah, torej o mejah, ki so obstajali v jugoslovanski družbi oziroma v jugoslovanskih družbah, predvsem v smislu globoke ukoreninjenosti v družbenih odnosih med posameznimi narodi ali pa znotraj narodov skupnosti ali pa celo geografskih okolij. Zdaj, te razlike, te meje so bile pogojene z zgodovinskim razvojem, različnimi tradicijami, tudi verskimi, in so predstavljale osnove za nerazumevanje in določenem smislu tudi nekompatibilnost posameznih delov Jugoslavije ali če mu rečemo bolj sodobno jugoslovanskega multikultija. Gre seveda tukaj tudi za razlike v razumevanju vloge mirovništva, vojske, tolerance do okrognih skupin, vloge spolov v različnih družbenih ravneh, politične discipline, vere v preteklost in pogleda v prihodnost. Tukaj zgolj totaliteje, mislim, da se mi ta čas tega dovoljenja izteka, omenjam torej situacijo po 7. kongresu Zvezde komunistov Jugoslavije leta 1958, ko se slovenska politika bolj intenzivno zauzame za nacionalne interese in v tem smislu tudi podpira izobražence, kulturnike pri njihovih prizadevanjih, kar je bila podlaga recimo za to, da ljudje, kot so ljudje kot Janez Menard počeli skoraj desetletje in pol kasneje. Šlo je seveda v teh prvih letih diskusij in debat med jugoslovanskimi intelektualci, predvsem za konfrontacijo med centralisti in federalisti, pri čemer spomnim na znano debato med Dobrico Čosičom in Dušanom Kirjevcem v začetku 60-ih let. Zdaj, da so začele intelektualne elite razpravljati o teh mejah, ni seveda nič nenavadnega, ker so intelektualne elite tiste, ki imajo razčiščene pojme oziroma znanje za razpravljanje o politiki, o družbi, o državi, o naciji, ker pa imajo v zvezi s tem tudi ideje, jih jasno sporočajo in s tem vplivajo na razvoj družbenega konsenza, ki potem trči na družbeni konsens drugih družbenih ali nacionalnih skupin. In to se je dogajalo pravzaprav v Jugoslaviji od začetka 60-ih let naprej. Zdaj pa samo še dva primera. Prvi primer, ki sodi bolj v področje etnologije, recimo je vojaški nabor. Razlike, če rečemo v Sloveniji, je vojaški nabor še vedno predstavljal nek dogodek v lokalni skupnosti, ki pa ga lahko z zanesljivostjo v resnici vidimo kot folklorni dogodek. Medtem ko je v nekaterih drugih delih te države nabor predstavljal bolj intimno, družinsko doživetje, iniciacije fanta v moža. In tukaj so recimo razlike, ki potem povzročajo hude razlike v dojemanju odnosa do vojske, vloge v družbi, pa tudi mirovništvo, torej vsega tega, s čemer so v Sloveniji začela nova družbena gibanja v začetku 80-ih let upeljevati neka nove načine razmišljanja pri nas. Drugi primer je bolj na političnem nivoju, torej plakatna afera, vsem znana, leta 1987, ko novi kolektivizem, danes živemo z vednostjo Zveze socialistične mladine, povzroči incident s plakatom za
štafeto mladosti. Kje je tukaj meja med Slovenijo in recimo zvezno državo ali srbsko politiko? Meja je v pričakovanjih, kaj se bo zgodilo. Te 4 fantje, novi kolektivisti, niso imeli praktično nobenih resnih političnih zvez, razen za Zvezo socialistične mladine, ki pa recimo pri kaznovanjem faktorju ni bila nobene vloge. In v Beogradu so seveda pričakovali resen obračun in zatrtje v kali takšnih poskusov. Zgodilo pa se ni nič. V tem hipu postane jasno, da slovenska politika ne bo radikalno zaustavljala nekih procesov v Sloveniji. In to je vidim kot eno prvih resnejših razpok v političnem stebru v 80-ih let v Jugoslaviji. Vendarle pa samo na koncu še eno opozorilo nam vsem, ali pa vsem, ki v tem razpravljamo, zelo nevarno pa je, da pri tem raziskovanju nevidnih med pademo v stereotipe, kar je pa neproduktivno. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Burnik, za te zanimive primere vidnih in nevidnih, tako rečemo že nekih abstraktnih meja. Zdaj gremo pa na čisto točno določene meje, fizične meje, na primeru Severne Makedonije, s tem, da bomo pa v bistvu pogledali še na mejo, največ seveda na grško-makedonsko mejo v času nekdanje Jugoslavije. Torej, kakšne so bile tedaj tendence na te meje in kaj se danes dogaja z pritiski sosedov in nasplošno mejami v Severni Makedoniji. Dr. Stefovska, beseda vaša. Hvala, Petar. Pozdrav svima. Ovog sunčanog jutra. U svom izlaganju ću pokušati da pričam o vidnim i nevidnim mejama, kako kažete vi, koristeći nekoliko primjera. Prvi primjer, recimo pojam Makedonija, geografski. U uvodu svoje knjige Mape i politika, pregled etnografske kartografije Makedonije iz 1951. godine, Henry Wilkinson je napisao da se Makedonija ne da definirati. Ako pritom otvorite razne enciklopedije, rečnike i drugo, vidjet ćete da postoje različite definicije pojmu Makedonije. Naprimjer, u nekima je definirana kao geografska oblast u centru Balkana, u nekima kao antička Makedonija i drevno kraljevstvo u Severnoj Grčkoj, u nekima kao socijalistička Republika Makedonija, najjužnija od svih jugoslavijskih republika. Zatim, kao Republika Makedonija, kao bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, u almanasima i mapama svake godine, i konačno srećete i Severnu Makedoniju od 2018. godine pa na. Ako definiramo Makedoniju kao geografski region koji se protegao preko granica Bugarske, bivše Jugoslavije i Grčke, onda svakako takva Makedonija ne postoji u savremenim mapama Balkana. To znači da je Makedonija oblast bez granica koja se proteže u nekoliko zemalja i koja u stvari nije ni nadvor, ni unutra u njima, kaže antropolog Kit Brown u svom radu iz 1992. godine Pastnik Peščan. Ovako posmatrano proizilazi da se Makedonija, nastavlja Brown, gubi do tačke u kojoj se ukrštaju granice Bugarske, Grčke i drugih zemalja. Interesantno, ova definicija je u stvari tačna. Centar geografske Makedonije se nalazi duž granica drugih balkanskih zemalja. Makedonija je locirana na marginama u međuprostoru između drugih balkanskih država. U očima nekih makedonskih nacionalista stara granica između socijalističke Jugoslavije i Grčke bila je granica između Makedonije i Makedonije. Posle 1991. godine na obe strane grčko-makedonske granice mogle su se primetiti table na kojima piše dobrodošli u Makedoniju i grčki nacionalisti nisu ostali dužni.
Prema logici nacionalizma, zato što su nacije izjednačene sa državama i zato što države imaju jasno definirane teritorijalne granice i nacije moraju da imaju takve granice. Međutim, složena kulturna realnost ne poznaje takve granice. Dok je jedno selo, na primjer, locirano sa jedne ili druge strane granice, koja deli dve suverene države, ljudi koji žive u ovom selu sigurno pričaju više jezika i učestvuju u više od jedne kulture. Ljudi u ovom, recimo, imaginarnom selu ne žive u dve homogene zaokružene nacionalne kulture. Upravo suprotno. Oni žive u jednom kulturnom kontinuitetu, u jednom kulturnom intersistemu u kom kulturne razlike i sličnosti koegzistiraju na jedan kompleksan i stalno promenjiv način. Takav primjer su na sela i gradići u severnoj Grčkoj do grčko-makedonske granice. No, ovo nije ekskluziv, tu ima puno takvih primjera. Recimo od slovenečko-talijanska granica, slovenečko-austrijska i tako dalje. Što se tiče ovih sela oko grčko-makedonske granice, vekovima u različitim imperijalnim i kasnije nacionalnim kontekstima različiti izvori ukazuju da su ovi prostori uglavnom bili naseljeni slovenskim stanovništvom. Propast Otomanske imperije, nacionalni pokreti, rađenje nacionalnih država na Balkanu imali su različite posljedice za ovaj, recimo, kulturni kontinuum slavenskog stanovništva. Početkom 20. veka dolazi do stvaranja Grčke Makedonije, odnosno definiranja današnje severne Grčke i njene granice prema tadašnjoj kraljevini SHS, zatim Jugoslaviji, kasnije prema socijalističkoj Jugoslaviji, odnosno današnje Severne Makedonije. Znamo da u balkanskim ratovima region Makedonije, to jest u to vremenu su bili otomanski bileti, nije bio administrativno region Makedonije, ali kako je da je bio podeljen između Srbije, Grčke i Bugarske. Zatim opet ratovi, posle kojih dolazi do razmjene stanovništva između Grčke i Turske i Grčke i Bugarske, što je svakako rezultiralo demografskim i kulturnim pritiskom na slavenskom i ne samo slavenskom stanovništvu na severu Grčke. Za ilustraciju, grčka vlada je 1926. godine donela zakon o promjenu imena sela, gradova i manjih gradića, to jest, kako su oni napisali, svi oni koji imaju tuđa i neukusna imena. Do kraja 1928. preko 1000 slavenskih toponima sa one strane granice dobila su grčka imena. No, nije mi cilj ovdje da pričamo o odnosu grčke države prema manjinama i njenu politiku asimilacije, kao i o građanskom ratu u Grčkoj ili o disputu oko imena Makedonije. Ne. Meni kao istraživaču je interesantno to što, na primjer, fakt da je vekovima u administrativnoj nomenklaturi Vizantije i zatim Otomanske imperije, drugim rečima, u stvarnosti region, pojam Makedonije, kao i njegova celina i njegove ime nisu postojali. Priča počinje u 19. veku, vreme romantičnog evropskog doba nacija, kada se u stvari antički pojam Makedonije opet pojavio u stvarnosti ljudi koji su živjeli na tim prostorima. Otomanski seljaci nisu imali pojma o antičkoj Makedoniji, o velikim carstvima i tako dalje i tako bliže. I kako jedan u stvari imaginarni pojam je postepeno kroz raznih historijskih događaja počeo mobilizirati razne grupe ljudi u različitim političkim sa različitim političkim i drugim ciljevima u različitim okolnostima. Dakle, kako se u stvari antička predstava o tome šta je Makedonija pretočila u ono o kome priča antropolog Brown. Makedonija, oblast bez granica koja se proteže u nekoliko zemalja i koja u stvari nije ni narod ni unutra u njima. I kako je to stanje u stvari zatim uticalo na život ljudi oko granica. Recimo, grčko-jugoslovenska ili grčko-makedonska granica je decenijama bila razlog trauma za ljude, tačnije za izbjeglice iz građanskog rata u Grčku. Zato što
je ta politička državna granica postala i simbol grčke državne politike prema manjinama u Grčkoj, u konkretnom slučaju prema makedonskoj i slavenskoj manjini. Postoje različita sećanja i svedočenja o nemogućnosti da prođu grčku granicu i pre 1991. i posle 1991. U knjigu Egejci, to je naziv za izbjeglice iz Egejske Makedonije, u tadašnju socijalističku Makedoniju. Znači, u knjigu Egejci, to su autobiografski eseji profesorke Kica Kope, ona je decenijama živi u Njemačkoj, profesor filozofije, inače je čerka jednog izbjeglice iz okoline Lerina, Floride, u Grčku, blizu Biktore. Njena porodica još uvijek živi u Skopju. Kolbe između ostalog priča da njen otac i pored različitih pokušaja da uđe u Grčku, sve do kraja života nije uspeo. Kao što ona kaže, godinu dana pre svoje smrti, 1996. moj otac se po ko zna koji put bio uputio na granični prelaz kod Bitolje, da odande produži do svog sela sa druge strane granice. Bio je čuo, kaže, da su se Grci smilostivili i otvorili taj granični prelaz i da puštaju ove ljude da samo tog jednog jedinog dana pređu granicu. Ovi, kaže Kolbe, probivi zida od zabrana koji za Egejce postoje 50 godina, probivi koji su ličili na čudo, a najčešće su bili u stvari laž i iluzija, nebrojeno puta su dovodili mog oca u situaciju netrpeljivih i uzbudljivih priprema. Pun iščekivanja pokušaj mog oca da smilostivi graničare da ga puste da posjeti svoje selo, pretvorilo se u veliko razočarenje. Još jedna iluzija za mog oca bila pogubna. Da cinizam bude veći, on je kod graničnog prekina mogao da vidi svoje selo. Ovčarani, odnosno da vidi Ljerensko polje samo nekoliko kilometara udaljeno od Bitolje. U svom posljednjem pokušaju da prođe granicu, nastavlja Kolbe, mome ocu je postalo jasno da on u stvari nikad neće preći granicu, da je taj zid za njega zabranjen i da nikoga nije bila briga za dragu ljudi kojih u Makedoniji ima na hiljade. Ovo je jedna od mnogih istih priča ljudi koji su u socijalističkoj Makedoniji bili nazvani Egejci. Pred sam kraj, da vam ispričam jedno lično sećanje. Naime, kao studentica klasične filologije na Filozofskom fakultetu u Skopju, nervirao me je fakt da sve katedre za klasičnu filologiju u Jugoslaviji, a i u svetu, imaju lektora za savremeni grčki jezik, osim našeg Skopju. A ja htjela da učim grčki jezik. Inače, naša katedra na Filozofskom za klasične jezike je i prva katedra na novo osnovanom fakultetu posle Drugog svjetskog rata, osnovana od našeg eminentnog klasičnog filologa i mekenologa, profesora Petruševskog. On je bio i prvi dekan Filozofskog, a njegov zamjenik je bio Slovenac, profesor Frank Petre. Pošto sam htjela da učim grčki, a na fakultetu to nije bilo moguće, upisala sam grčki jezik u Centru za strane jezike 1990. godine. Moja profesorka je bila Elena Božarovska, čerka jednog grčkog komuniste i partizana, izbjeglice iz građanskog rata u Grčku, udete u Skopju. Grupa je bila mala i svi smo se sprijateljili. Jednom je profesorka pomenula da njom kao čerci grčkog komunista i partizana konzulat u Skopju ne daje vize i da ona ne može da posjeti svoga oca u Solunu, koji se zakonom o repatriaciji vratio u Grčku nekoliko godina ranije. Kao izbjeglice iz građanskog rata oni su najprije živjeli u Taškentu, zatim su došli u Jugoslaviju, odnosno u Skopju, gdje je njen otac, poznati grčki komunista i bio poznati skopski pedijatar. Jednom je u razgovoru na času pomenula da ako postoji neki način da dođe do grčkog konzula, znači ovo je 1990. koji je lekčar, možda bi dobila vizu, pošto kaže konzul vrlo dobro zna ko je moj otac. Idem ja kući i pričam mom ocu, to je visoki funkcioner u makedonskoj vladi, i pitam ga ima li načina da pomognemo profesorki da dobije vizu. On mi kaže, ne brini, vidjet ću šta mogu. Na kraju se sve dobro završilo. Kod konzula intervenirao tadašnji makedonski sekretar za inostrane poslove i u stvari kod konzula sa pasošom moje profesorke ušla ja. Ispričala sam konzulu sve, čovjek je uzeo pasoš i za 2 dana je moja profesorka dobila ne jednu nego 3 vize. I 3 puta je
mogla da pređe grčku granicu i da ide kod svog oca. I za sam kraj, prošlog je meseca u Solunu promovisan roman njene ćerke, pisateljice Rumene Božanovske. Ona je znači njena ćerka i unuka ovog grčkog partizana, komuniste, pedijatra Kusurisa. Roman je preveden od makedonskog jezika na grčki. Po prvi put na korici jedne knjige u Grčku piše da je prevedena sa makedonskog na grčki jezik. Još jedna, rekla bih, psihološka granica je probijena. Kao rezultat, vrlo vjerojatno, ne vrlo nego sigurno, besplatnog sporazuma sa Grčkom. Cilj ovog sporazuma je bio da, i to se i ostvarilo u stvarnosti, da jedan pojam, kao što je Makedonija, može da izražava različite stvarnosti i da to ne bude razlog za neprijateljstvo između dva naroda. Hvala. Spoštovana Vesna Poska, hvala lepa za obisk dogajanja v Makedoniji in tudi osebno zgodbo prehajamo. Pa sreče imamo, ker imamo torej kot goste Retrofesta tudi v bistvu strokovnjake iz naših nekdanjih Republik Jugoslavije, ki nam lahko res ekspertno podajo neka videnja, ki jih seveda ni od tukaj, morda ne zaznamo tako zelo. Gremo sedaj na področje Bosne in Hercegovine. Profesor dr. Husnija Kamberović nam bo pokazal in povedal v bistvu situacijo v Bosni in Hercegovini. Dobar dan, ja vas pozdravljam i želim također zahvaliti na pozivu i prilici da sudjelujem na ovom prvom Retrofestu. Ja ću pokušati što kraće svoje izlaganje predstaviti. Dakle, iako sam ja bio najavio da ću možda govoriti samo o Sarajevu, malo ću napraviti jedan nešto širi pogled, pa ću govoriti o granicama. Sad ovo u Zagrebu nije zbog mojih prijatelja iz Hrvatske, nego prosto zbog toga što nisam siguran da li treba govoriti odnosno znam da treba govoriti o granicama BiH, ali ove granice u BiH su sad pitanje o kojima možemo onda diskutirati koliko su to granice vidljive, prave, realne, koliko su to neke nevidljive ili imaginarne granice i pokušat ću pokazati na nekoliko primjera koliko su ove unutrašnje granice zapravo tako nevidljive, ali kako u određenim istorijskim trenucima, razdoblju kriza, one se zapravo izbijaju na površinu i nastoje pokazati kako su one itekako vidljive i da te granice, kako su to nedavno na nekim protestima iz RS-a govorili, ipak granica postoji. Dakle, mi smo evo 2 dana zapravo jako puno važnje posvećujemo pitanju ovih granica. Slovenija, slišali smo sad ove diskusije o granicama i u Evropi, i vidljivi i nevidljivi, na koji način se te granice znaju savladati, nadvladati, prevazići. I na ovom primjeru sad iz Makedonije smo vidjeli, ali Bosna ima jedno možda specifično zato što je to država koja doista ima, ako pogledamo u istorijskom smislu, prilično stabilne granice u nekom dužem istorijskom razdoblju, bez obzira šta se sad unutar tih, kako se sadržaj unutar tih granica mijenjao, ali te granice su manje više stabilne i možda najstabilnije od svih koji postigli stabilskih zemalja i najmanje su se mijenjali zapravo i rekao bih da negdje od konca 19. stoljeća su one doista stabilne nakon 78. kad su prišli granica zapadne granica Srbije i granica Crne Gore. Ali otprilike, dakle, to je nešto što postoji u okviru prilično dugo, kažem, bez obzira na to koliko se sadržaj unutar toga mijenjao. Nije isto naravno ono što je sadržaj poslije bio u Osmanskom, Austro-Ugarskom ili kasnije Jugoslavijskom i sad poslije Jugoslavijskom razdoblju, ali otprilike te granice okvir je nekako se dugo zadržao. Sad ovdje imamo ovaj karta iz 90, dakle koja pokazuje trenutnu podjelu, administrativnu podjelu Bosne, koja je rezultat ovog rata 1995. godine i
dakle, dva entiteta unutar BiH, Republika Srpska i Federacija BiH. Ovaj gore dio je treći dio koji je zapravo distrikt Brčko i tu vidimo dakle, jednu državnu granicu i neke linije unutar države koje su državu dakle, nekako dijeli u dva entiteta, odnosno posebno distrikt Brčko i imamo tu još dio, ova nova granica, to su dakle sad podjela Federacije BiH još na kantone kojih ima 10 i oni su različiti, nekad su etnički više homogeni, neki su dosta mješoviti, ali uglavnom, dakle, postoje neke linije, ali ono što hoću da kažem je da ni ove entitetske linije, niti ove linije među pojedinim kantonima zapravo na terenu nisu vidljive. Dakle, one nisu obilježene, one nisu ničim označene i te granice, iako su ove entitetske dobrim dijelom rezultat rata i djelimično su one pomirane poslije 95. nekim kroz pregovore i nakon Daytonu, ali manje više to su neke ratne linije koje su ostale i koje su jedno vrijeme iza rata bile vidljive, jer su ljudi znali gdje su linije fronta, ali je određenim zakonskim intervencijama, kretanje ljudi, to zapravo porušeno i danas mi kad putujemo kroz Bosnu, treba malo dužo 3 sata da se dođe do kraja. Zapravo ne vidimo nigdje te linije, zato što, ali one su vidljive samo na nekim, ne znam, putokazima, recimo, gdje će, kad ređete, recimo, vidite da je ime grada ili sve se piše ćirilično i latinično i tamo gdje je precrtan latinični naziv je dokaz da se nalazi u Republici Srpskoj, a tamo gdje je precrtan taj ćirilični dokaz je da ste možda u federaciji, ali najvjerovatnije zapravo u federaciji koji je dominantno hrvatski, ali drugih granica dakle nema. I ovdje se možda na ovom primjeru pokazao, to je Sarajevo koji je dakle prije rata jedinstveni grad, a onda u ratu opsadom i onda kao rezultat rata podijeljen grad, zapravo jedan dio je ostao u federaciji, to je Sarajevo, jedan manji dio i to je mali urbani dio, ali uglavnom urbani dio koji se onda, ali mali urbani dio je postao dio RS-a Republike Srpske, koji se onda taj dio u početku zvao Srpsko Sarajevo, a onda je zbog intervencije Ustavnog suda to prenominirano i to se sad zove Istočno Sarajevo, dakle istočni grad, tako da, a ovo su zapravo te neke linije, na lijevoj stranici je ta mala prazna koja se može vidjeti, ali tu ljudi prolaze sasvim normalno, nema nikakvog znaka, ali to je neka linija koja pokazuje gdje postoji istočno i zapadno, odnosno Sarajevo i istočno Sarajevo, ali kaže, nema nikakvih drugih tragova, niti oznaka i to zapravo ljudi već godinama uopće ne primećuju. To se vidi na ovoj desnoj strani, desnoj fotografiji, gdje je s jedne strane ulice je Sarajevo, a s druge strane ulice je istočno Sarajevo, ali to zapravo samo ljudi koji žive u tim stambenim objektima zbog administrativnih stvari znaju da su živi u Sarajevu i istočno Sarajevo, ali nema doista nikakvih granica automobiliše koji se voze bez ikakvih problema, ljudi putuju i tako. Dakle, hoću da kažem da nekako smo, kad je u pitanju Bosna, za 95. godine dobili jednu novu administrativnu podjelu, dobili smo nove granice i postavljali se pitanje samo da li su to zapravo neke granice ili su samo neke zamišljene administrativne linije koji su etnolozi i antropolozi koji su istraživali to pitanje identiteta
teritorijalne granice, o čemu smo danas nešto čuli u ovoj diskusiji, su vrlo zanimljivo, recimo, jedan antropolog je obrađivao upravo ovaj dio, to je dio Sarajeva Dobrinja, jedno naselje koje je dakle podijeljeno posle 95. na jedan dio pripada federaciji, dakle Sarajevo, jedan dio istočnog Sarajevo, to je negdje, dakle po ovoj liniji koje tu vidimo. I on je zapravo vidio koliko ljudi iz jedne i iz druge identitetske linije imaju iste probleme, kako se suočavaju sa istim izazovima i zapravo kako imaju istu želju, kako on kaže, istu želju da počne država konačno funkcionirati. To je Stef Jansen koji je govorio o objavljanju knjigu Čežnje u međuvremenu. Ali ono što je zanimljivo, dakle šta hoću da kažem, imamo Sarajevo koji je prije rata bilo jedinstveni grad i koji je posle 95. godine ovako podijeljeno na istočno Sarajevo i Sarajevo. Mnogi u Sarajevu još uvijek ne mogu da kaže to istočno Sarajevo, tamo je to ne zato što to neki ljudi, nego nekako to taj je bio Lukavica, Pale ili ne znam šta, ne znam se to zove tako. Imam drugi primjer, ali dakle, grad koji je podijeljen, ali ne vidi se nikakve granice i tu ljudi stvarno prolaze bez ikakvih problema. I imamo drugi grad, jedan na jugu, jedan Mostar, koji je i dalje ostao jedinstven grad kao i prije 95. godine, ali su dugo, pa sve do dana današnjega zapravo bile nekako, iako neobilježene, ali nekako te granice su bile prisutne, pa se znalo šta je zapadni Mostar, šta je istočni Mostar. Dakle, formalno je to jedinstven grad, ali puno više podijeljen od Sarajeva, koje je zvanično podijeljen grad, ali je zapravo puno više integriran nego Mostar. Sad, ove linije koje postoje dakle, između entiteta i evo ovdje u primjeru Sarajevu, one su, kaže, stvarno nevidljive, osim u trenucima kriza. Nedavno smo imali dakle, jednu veliku političku krizu koja je i dan danas je, ne znam koliko će to trajati dugo, ali počele su neke demonstracije u Republici Srpskoj s ciljem da dokažu kako granice doista postoje. Dakle, ideja je, i oni su pravili te demonstracije upravo te s ciljem, granice postoje. To je bilo motivirano nekim zakonima koje se sad pripremaju u vezi sa državnom imovinom, jer su iz Republike Srpske odlučili da demonstriraju na ovim entitetskim granicama da bi pokazali linijama, jer da bi pokazali kako to nisu nikakve administrativne linije, nego su prave zapravo neke granice. I stvarno su ljudi izlazili na demonstracije, dakle u RS-u, ali je vrlo zanimljivo recimo da oni bi recimo večeras izašli na RS, na tu granicu da bi pokazali da je to granica, jedna demonstracija, a onda su sukladali to je uglavnom najveće gužve na ulazu u Sarajevo su iz ovog istočnog dijela, zato što najveći dio u Sarajevo je tamo radi i tamo napraćuje. Dakle, najveće su to granice, ali ujutro zapravo više nisu nikakve granice, vidite radite u Sarajevu i na takav način prehranite svoju porodicu. Isti slučaj je bio u drugim dijelovima, čak su navodili neki primjer, recimo kako iz Nebesine idu prema toj identitetskoj liniji, demonstriraju da je to granica, a zapravo svi žive zahvaljujući trgovini ili radu u Mostaru i tako bilo, dakle, s druge strane te granice. Ali ovdje ja sam htio zapravo još nešto, htio bih pokazati još jedan. I dakle, postoji u Bosni vječiti neki strah o tome da ove granice koje postoje, da postoji neki dogovori i stalno neki strah o tome kako se Hrvatska pripremaju podjelu Bosne. I postoji tu neka historijska iskustva dogovora o podjeli Bosne. I sad, ovdje vidimo jedan plakat koji se pojavio prije nekih mjesec dana i to su plakati koji su se počeli lijepiti po nekim gradovima u Bosni, u sjeveru Bosni, u Tuzli, pa onda u Republici Srpskoj također u Bijeljini i nekim drugim gradovima. Dakle, karta Bosne, na kojoj kažu podjela za koju
koju se borimo. Zašto je ona zanimljiva? Zato što je ona pisana dakle, ćirilično i latinično, i naravno to je izazvalo u ovoj atmosferi političke nestabilnosti, zaoštrenih odnosa, bilo je to šokantno, koje su to sad skupine koje tako otvoreno, pogotovo bile sad vrlo velike su rade dvojice lidera HDZ-a i SNSD-a, dakle Dodika i Čovića, i da li je to zapravo neka nova srpsko-hrvatska podjela Bosne, koja se sad tako počne javno nekako prezentirati po različitim gradovima, dakle u Republici Srpskoj i Federaciji, najvećim dilom u Tuzli, dakle je masa takvih plakata je bila. Naravno, to je izazvalo šok, nova srpsko-hrvatska podjela na dva dijela Bosne. Da se razumije, ima i oni koji bi rado pristali na podjelu, ali na 3 dijela, ne na 2, nisu svjesni da bi taj način bio zapravo bio nova Gaza i nova zapadna obala, bar da je u ovom svijetu dovoljno jedna zapadna obala, jedna Gaza. Ali dakle, dvojna podjela ne dolazi u obzir. I onda su krenuli istrage, policijske strukture su se angažirale, krenula je potrebu ko stoji ovakvih zahtjeva za podjelu Bosne. Kaže, sumnjivo je bilo zbog čiriličke latinične konstitucije, to znači da to je interpretacija u startu bila, to su neki srpski i hrvatski nacionalisti koji su se odgovorili da na ovaj način podijele Bosnu. Počeli su pozivati neke ljude na informativne razgovore i onda se javila jedna grupa iz Tuzle koja je postavila ovaj plakat, dakle, i oni su se javili, oni su rekli, mi smo ti koji smo podijelili i polijepili ove plakate po Tuzli, Bijeljini i tako dalje, i to je podjela Bosne za koju se mi stvarno zalažemo. Mi želimo da se Bosna i Hercegovina podijeli na takav način, ali šta je zapravo bila ta linija za koju su svi mislili da je podjela Bosne na 2 dijela srpski i hrvatski? Dakle, to se vidi da iz ove karte, kada je to manje više isto, nisam to poredio jedno pored drugog, ali to je zapravo autoput koridor 5C koji ide iz Srednje Evrope do Jadrana, i momci su jednostavno frustrirani činjenicom da taj autoput se ne gradi, a da mi stalno pričamo o nekim podjelama, stalno o nekim granicama, a da se gore živimo, naprijed. Oni su rekli, da, mi ćemo napraviti sad plakat ovakav, ostali su unutra, i ovo je granica zapravo za koju se mi želimo zalagati. Podijelite nas na način da napravite dobar autoput, jer će to zapravo biti nešto što, i to je ono što mi podržavamo. I naravno drugi u Bosni bi bili sretni da bi nas u Evropi pomogli da se ovako podijelimo, ali na način da gradimo autoput. Hvala. Hvala lepa, profesor Kostijan Kambjerović, za tole lep pogled v zgodbo Bosne in Hercegovine in ta zaključek, ki potem z Google Maps lepo pokaže razdelitev. Danes govorimo o atomskih, vidnih, nevidnih mejah, reliktnih mejah. Vse te meje, kakršnekoli že, pa seveda vplivajo na lokalno prebivalstvo, na tisto, ki pač živi ob meji, lahko pač na način preprosto zapore ali pa pač z neko dediščino ali kaj podobnega. Danes imamo z nami človeka, ki v bistvu živi ob meji, torej tistega, ki nam lahko iz svoje lastne izkušnje pove, kako pa izgleda ta zgodba življenja ob meji. Torej dr. Marko Klavora, predajam besedo za zadnji današnji panel. Zgodba zahodne slovenske meje, Gorica, Nove Gorice in konec koncev tudi muzeja, ki se sooča in na nek način potem interpretira zgodbo življenja ob meji. Daj besedo. Hvala. Mogoče danes sem tukaj bolj kot muzealec, kot je Peter rekel na začetku, tist, ki promovira dediščino v preteklost, malo manj kot raziskovalec, če ravno v svojem življenju samo boje. V
Goriškem muzeju so, še preden sem izprašal, pravzaprav vzpostavili muzej na meji. To so 4 točke, ki pravzaprav pripovedujejo o življenju v meji po drugi svetovni vojni, se pravi v času, ko se je vzpostavila meja med Jugoslavijo in Italijo po odhodu zaveznikov. In teh mojih nekaj minut bi pravzaprav rad namenil malo manj prezentacij, kako se ta meja vzpostavljala in kakšne so bile diplomatske in drugačne politične okoliščine te meje. Po drugi svetovni vojni pa bolj temu, na kakšen način pravzaprav smo se mi v muzeju lotili predstavitve, promocije, če želite, te naše dediščine meje po drugi svetovni vojni. In tukaj na tej fotografiji pravzaprav vidite današnjo železniško postajo Nova Gorica in ob njej Trg Evropa v Sloveniji, Piazza Transalpina v Italiji. Se pravi, imamo en trg, 2 imeni. In na tem trgu se je leta 2004 odvila glavna slovesnost ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Skratka, gre za trg, ki nosi veliko simbolno vrednost, veliki simbolni naboj, če se lahko tako izrazim, in ki v zadnjih desetletjih, odkar pravzaprav je bil vzpostavljen, kar je bila meja, fizična meja odpravljena, privablja res ogromno turistov, ogromno obiskovalcev iz Italije, Slovenije, Evrope in sveta, kjer se fotografirajo in kjer je pravzaprav ta prostor dojet, tako kot je bilo v novinarskem diskurzu, tudi zgodovinopisnem diskurzu, predvsem po političnem diskurzu, velikokrat uporabljena beseda Mali Berlin. Se pravi Gorica, Nova Gorica kot Mali Berlin. In eno izmed izhodišč, ko dobimo šolske skupine, ko dobimo srednje šolske, ko dobimo študente in druge obiskovalce na naš muzej na meji, kar se mi zdi pravzaprav v bistvu je prav ta na nek način razbijanje mita Malega Berlina, ker italijanska meja po drugi svetovni vojni nekaj časa že res funkcionira na način hladne vojne, ampak vsaj od leta 1955 naprej o tem ne moremo več govoriti. Tako da v muzeju na meji, poleg tega, da pravzaprav predstavljamo težkoče prebivalstva ob meji, ko se je vzpostavlja meja med Italijo in Jugoslavijo po drugi svetovni vojni, ki ljudje prej niso poznali, ki je izredno zarezala njihova družinska, intimna, pa tudi ekonomska življenja. Pravzaprav je to pravzaprav izhodišče naše pripovedi v muzeju na meji. Skratka, jugoslovanska, italijanska meja ni enako kot meja med vzhodom in zahodom po letu 1950 v Evropi. Železniška postaja v Novi Gorici z italijanske strani, se pravi z goriške strani. In ena izmed posebnosti, ki jo takoj opazijo obiskovalci, ki so malo bolj zgledavi, ko obiščejo današnji Trg Evrope, je ta, da pravzaprav vhod je iz italijanske strani. Glavni dostop skozi glavna vrata se pravzaprav pride iz italijanske strani, medtem ko je Nova Gorica, novo mesto, ki nastane po drugi svetovni vojni, pravzaprav na drugi strani železniške postaje. Če bi želeli direktno priti v Novo Gorico, bi morali prečiti tire, kar je mogoče. Tako da to je ena izmed posebnosti severnega, se pravi, to ni centralno, to ni bila mišljena koncentralna postaja za Gorico pred prvo svetovno vojno, ampak je bila to druga postaja, ki je nastala skupaj z bohinjsko železnico. Zaradi tega se tudi danes trg na italijanski strani imenuje Piazza Transalpina, ki je pravzaprav železniška povezava med
glavnim pristaniščem naše bivše domovine in glavnim mestom, to je Dunaj, se pravi Trst, Dunaj. In ko se meja po letu 1947 vzpostavi, jugoslovanska stran takoj po nekaj dnevih ni nam uspelo ugotoviti točnega datuma, ampak zgodilo se v enem tednu, 14 dni, postavi na streho železniške postaje, ki je edina stavba, ki je bila pač del Gorice, se pravi tisto, kar je postalo kasneje italijanska Gorica, ki je ostala na jugoslovanski strani. Se pravi, ko se Nova Gorica začenja graditi, novo mesto začenja graditi, je to edina javna stavba, ki jo ima. In seveda, v duhu ideologije, jugoslovanska strani takoj na to stavbo, ki leži 10-15 metrov od meje, postavi rdečo zvezdo. Zakaj? Sporočilo seveda gre proti Italiji, da bomo tu gradili nekaj boljšega, nekaj večjega, nekaj veličastnejšega, modernejšega, novo mesto, Novo Gorico, ampak po drugi strani pa v tej železniški progi iz strani Jugoslavije prihajajo na območje Nove Gorice, delovne brigade iz Slovenije, iz celotne Jugoslavije, kjer pravzaprav ti vladi gradijo novo mesto in pričakaj ta zvezda, da jih takoj polni pravzaprav v imenu česa gradijo to novo mesto. Je zelo zanimivo, da fotografije, ki jih vidite tukaj, so vse pravzaprav posnete z italijanske strani, zato ker na slovanske strani ob meji poudarja leto 47, 55, ta moja meja funkcionira na podoben ali celo isti način kot meja med vzhodom in zahodom v drugih evropskih državah. Gre pravzaprav za prostor, kjer je prepovedano fotografiranje, kjer je prepovedano ustavljanje, kjer je konec konca tudi prepovedano gibanje. To fotografijo sem izbral zaradi tega, ker zelo jasno opozarja na mednarodni kontekst te meje, se pravi, gre za začasno mejo. Niti Jugoslavija, niti Italija te meje ne prepoznata in tako ena kot druga država pravzaprav si želita, da bi ta meja bila drugače postavljena. V tem smislu so velik premik naredili osemski sporazumi, ki so to mejo pravzaprav dokončno definirali, kar je dalo tudi leta 1990 Sloveniji garancijo, da je to pravzaprav mednarodno priznano in določena dokončna meja. Na drugi strani železniške postaje nastaja Novo mesto, Nova Gorica, ki pravzaprav želi nadomestiti tisto, kar je prebivalstvo dela Krasa, celotne Vipavske doline in celotne zgornje Soške doline pravzaprav izgubilo. To je stoletni center, ekonomski, šolski, gospodarski, skratka center, kjer so se ljudje pravzaprav stekali in ga je ta meja v letu 47 popolnoma odrezala. Ta meja do videnskih sporazumov, se pravi, če rečemo zelo hitro in v bistvu karikiram, do uvedbe prepustnic, se pravi, do leta 1955 je zaprta meja, ker se ljudje ne morejo prečiti in je stik z drugimi, z sorodniki, z prijatelji, z mesti, pravzaprav na drugi strani meje, z Gorico, odsekan. Izjema so seveda dvolastniki, ki jih je bilo malo. Mogoče v tem kontekstu omenim še en dogodek, zelo poseben dogodek. Tukaj smo v Rožni dolini v 50-ih letih, se pravi mednarodni mejni prehod Rožna dolina, ki obstaja še danes. In v Rožni dolini so leta 1950, se pravi 3 leta potem, ko je bila meja hermetično zaprta, dovolili sorodnikom, znancem, ki so imeli prijatelje oziroma sorodnike na drugi
drugi strani tako imenovana srečanja od nedelja na mejnem prehodu v Rožno dolino. To smo leta 1950 poleti in na enem izmed takih srečanj, ki niso bila fizična, ki so potekala preko ograje, je po srečanju išla lažna novica, danes bi rekli fake news, da se bo naslednje nedeljo bilo dovoljeno to mejo prečiti. Da bodo lahko sorodniki šli iz Jugoslavije v Italijo, iz Nove Gorice v Gorico in da se bodo lahko po 3 letih končno videli, srečali, objeli, napili. Ampak to ni bilo res. To je bilo v bistvu govorica, ampak kljub temu naslednje nedelje se iz celotnega krasa, iz celotne pravzaprav Vipavske doline, Soške doline in tudi drugih delih Slovenije pravzaprav na stotine ljudi prišlo v Rožno dolino in nekaj časa so stražniki graničari na meji to lahko zaustavljali, potem pa je ta velika množica ljudi pljusknila v Gorico in to je en takih edinstvenih primerov, ker se pravzaprav ta meja podrla. Seveda na italijanski in jugoslovanski strani so različno tolmačili ta dogodek, ampak iz stališča lokalnega prebivalstva je v kolektivnem spominu zelo močno se to ohranilo, ker so pravzaprav po 3 letih se lahko objeli in srečali med seboj. In to je pravzaprav zgodba, ki jo pripovedujemo zdaj v meji. Mogoče pa zanimivo še za leto 1990, ko Slovenija počasi odhaja iz Jugoslavije, je ta rdeča zvezda, ki je bila simbol gradnje Nove Gorice, simbol te meje v Transalpini, postane za Božič rumena, se pravi zvezda Gorica. In po hudi diskusiji, po ideološki diskusiji, ki poteka v Sloveniji še danes, in smo jo že rahlo naveličani, se direktor Goriškega muzeja preseka to diskusijo in reče, zdaj je pa čas, da gre dol in da pride v naš muzej, kjer bo pravzaprav pripovedovala zgodovino, ne lahko zgodovino življenja v njih po koncu druge svetovne vojne. Odlično, hvala lepa, dr. Klavora, za ta zadnji uvid, zadnji panel, seveda smo čez, ampak kava se ne bo ohladila. Imamo časa dovolj za kakšna vprašanja referentov med samo ali pa seveda publika, povabljena publika. Takole, je potreben mikrofon ali... Jaz bi se najprej na Blaža Burnika samo nekaj bi dopolnil, mogoče z tega vidika, ker se zdaj govorili, hvala Bogu, da se govori takih stvari, kot je Marko zdaj na koncu govoril, ampak glede samo odločbe, ko so menil, da najprej ni bilo predvideno, da bi prišla v ustavo leta 46, in si se sklicoval na Godfrekovo intervencijo. Moram to dopolniti, da dejansko je stanje tako, da geneza same implementacije pravice do samoodločbega na avnovskem zasedanju. In to je bila Kardeljeva pobuda, ki je celoten vodstvo to načelo prevzelo. Ampak ob koncu vojne, ko je bilo že zagotovljeno, da bo federalna država urejena, da bo na upravnih temeljih, da bodo imeli temelje državnosti, vsi so razmišljali, da pravzaprav zdaj samoodločba pravzaprav ni več potrebna. No, ampak da pa je vsem prišla ustavo, je pa to po mojem bistveno vplival razgovor s sovjetskim veleposlanikom v Beogradu takrat, ker je bil na pogled prej to ustavo in je citirano rekel, da ta člen o pravici do samoodločbe je trajen in mora biti zapisan v ustavo. Skratka,
ni toliko Osberg prispeval, ampak je bil to bolj vpliv sovjetskega veleposlanika v Beogradu. Se je treba zavedati, da takrat avtoriteta Sovjetov je bila tako velika, da je to seveda bilo odločilno. Ker vemo, konflikt 1948 bo bilo to spremeniti, ko pa pride do normalizacije odnosov, kar je tudi izvajanje profesora Nečaka razvidno, je pa jugoslovanska stran ustrajala na enakopravnosti odnosov. Ampak takrat, leta 1946, pa to ni bilo tako. Ampak v tem konkretnem primeru so pozitivno učinkovali ta, da reče, sovjetski vpliv. Glede Husnje je bilo tudi odlično predavanje, je pa v glavnem, kar se preteklosti tiče, samo potrdil, kar so nas tudi profesori v Ljubljani učili. Jaz se spomnim, profesor Grafenauer je zmeraj zatrgal, da najbolj stabilne in zgodovinsko stare so prav v Jugoslaviji meje Bosne in Hercegovine. Način pa profesor Peterski nam je pa dal zemljevid Jugoslavije, ki je bil po nacionalni pripadnosti ne glede na republiške meje. Povedal še, da mu ga je izdelal en študent iz Bosne, je rekel, ne smemo ga javno odbaviti, ne vem zakaj, je rekel, to nima smisla, no, ampak tam se je ravno za Bosno videli, da pravzaprav je tako prepletena, da po etničnem kriteriju znotraj Bosne kakšnih homogenih nacionalnih enot pravzaprav ni mogoče. Mislim, da je porabil celo izraz leopardova koža za Bosno, no. Ampak mi gre, če smo že pravno, le nekaj dni pred zasedanjem v Jajcu so se odločili, da bo Bosna posebna federalna enota. Skratka, in to za razliko vseh drugih, ki so bile po nacionalnem ključu, edino Bosna, se je, ker nima smisla, da to delimo, ker bodo samo novi spori. In to je bila tudi ena teh zgodovinskih odločitev tistega časa, ko sem hotel pač pripomniti. Glede na odličen prispevek Marka Glavore, imam pa eno tisto od moje mame, ker sem govoril, ko so se hodili gledati čez mejo. Tudi Trpalska meja je bila taka. Moja mama pa še mehna, vem, da je hodila starši, so hodili po Kačevasu planino, ker so bili tam iz Ajdošnje, pa doma pa sorodniki, ker staroče je prišel leta 30 v Jugoslavijo iz Ajdoščine in so se hodili tudi gledati, da rečem. Tudi niso svijeli, ker čez jedni so se hodili, tam so se zmenili v planini Kačevasi, ker je bila pač meja in so se tudi na enak način tam konc 30 let čez mejo ogledovali in si mahali in tako naprej. Hvala lepa. Hvala lepa. Je še potrebno kakšen odgovor, morda ne. Drugače, ja, tako Jaz bi imel dve kratke observacije. Prvo o samoodločbi. Spomnil bi na to, da je Wilson po Leninu uvedel definicijo, kdo ima pravico do samoodločbe na pobudo državnega sekretarja Lenziga, ki je vprašal, a boš videl zadnje vasi, da ima to pravico. In je potem upeljala formula, ki je izvajajo z določenimi odmiki do današnjih dni, sicer da Wilson je imel zunanjo samoodločbo in notranja samoodločba, to pomeni samoupravo. To pomeni tisto področje, ki živi v demokraciji, nima pravico do zunanje samoodločbe. Po tej definiciji Katalonija ne more postati neodvisna država. Po isti definiciji pa recimo Donbas in te pokrajine v vzhodni Ukrajini lahko postanejo neodvisne, se lahko odcepi ruska manjšina, rusko govoreči državljani, ker so ukrajinske oblasti zavirale njihovo kulturo in tako naprej. Skratka, to je ena doktrina, ki se jo izvaja zelo arbitražno, odvisno od volje političnih sil. To je ena stvar. Druga stvar, ki pa dal samo kratek komentar na kolegico iz Makedonije, spomnil bi, da je na pariški mirovni konferenci 19. leta sta velika zadeva meje v tem delu Evrope sporni najbolj dve pokrajini oziroma državi. Prva je Slovenija, druga Makedonija. Kar zadeva Makedonijo je prišlo do uradne pobude, da bi Makedonija postala neodvisna država, ker so ugotovili, da sicer je vsi sosedje popustali, ampak pod pogojem, da bo tam
20-30 let stacioniranih 20-30 tisoč ameriških marincev, ki so z Američani začeli mikati iz mednarodnega prizorišča in izmikati izolacijo, je ta pobuda ni zaživela. Podobno se je zgodilo tudi z Slovenijo. Skupina Inkuri, to je približno 110 znanstvenikov, ki jih je pripeljal Wilson na konferencu, je že leta 1917 ugotovilo, da je Slovenija toliko različna od sosednjih držav, da bi bila, če bi pristala v Jugoslaviji, bi bila vedno moteči faktor zaradi jezika, kulture, pripadnosti, religije in tako naprej. In so zato predlagali, da bi Slovenija postala neodvisna država. Takrat je še Bogomil Vošner govoril o tem, da ne more neka mehna republikica, je rekel, Slovenija ne more nekako preživeti. Imeli smo v Sloveniji deklaracijsko gibanje, da bi se pač Slovenija pridružila Kraljevini Jugoslavije oziroma politični toki južnih Slovanov. Takrat so že Američani, ameriški znanstveniki ugotovili, da bi bila najboljša rešitev neodvisna Slovenija in spet je prišlo do dileme, ker so njihov cilj preprečiti prah na Kosten, to pomeni nemški prihod spet na Jadran, da bi moralo tudi v Sloveniji biti 20-30 tisoč marincev za 20-30 let, sicer bo Slovenija postala takojšen gospodarski in politični plin Nemčije oziroma Avstrije, in če se Amerika umaknila v izolacijo, je tudi ta ideja propada. In če pogledate, če pride do razpada NATO, kar se lahko zgodi, če zmaga Trump, ali pa če razpade potem Evropska unija, sta dve državi na tem področju strateško ogroženi, Makedonija in Slovenija. In največja napaka naše zunanje politike je, da mi smo v vseh letih našega obstoja dobili nekega strateškega zaveznika. Nam je bila Jugoslavija, kakorkoli gledamo, kakorkoli ocenjujemo, vendar država, ki je ščitila hrbet Sloveniji. Zato, ker imamo v bistvu vse se lahko ponovno. Če se bo začela mene spreminjati, kar zadeva Ukrajino, če se te Ukrajine pridruži Poljski pa Nemčija, postavlja vprašanje Pomeranije, vzhodne Rusije in tako naprej, bo praktično ponovno odprta vse povojne meje v Evropi, in to je za nas, jaz mislim, strateško najpomembnejše vprašanje, ki ga pa slovenska politika in državniki do zdaj niso rešili. Hvala. Hvala lepa za ta zaokrožen rok, po začetku od prvih zgodb, kako lahko meje vplivajo tudi na morebitne spopade in vojne, ki prinesejo. Upamo, da ne bo. Zahvaljujem se vsem referentom za te res odlične prispevke.